Občinski praznik občine Beltinci. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota uradno v novih prostorih. Dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Spoštovane gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Dogodki, v kateri poročamo o številnih dogodkih iz dežele ob Muri. Ob 26. občinskem prazniku občine Beltinci in hkrati o praznovanju dneva združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom so na slavnostni seji občinskega sveta podelili priznanja župana društvom in posameznikom, ki so svojimi deli bogato prispevali k razvoju občine in ponesli njeno ime daleč prek meja. V prireditvenem šotoru pred občinsko stavbo občine Beltinci je potekala slavnostna seja občinskega sveta občine Beltinci ob njenem 26. občinskem prazniku, kjer je hkrati potekalo tudi praznovanje rojstnega dneva združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. V uvodu v slovesnost občine Beltinci se je slišala pesem z naslovom Kaj je Mojra šepetala v izvedbi moškega pevskega zbora Lipovci, katero je leta 1919 zapisal Jožef Klekl starejši in katerega podoba krasi spominsko obeležje v Beltincih, postavljeno ob 100. obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Zbrane je v uvodu nagovoril župan občine Beltinci Marko Virak in ob tem povedal, da je občina Beltinci po 100 letih še vedno primer zdrave narodne zavesti in narodne pripadnosti. Ni naključje, da se je ravno tukaj rodilo Prekmurje kot del Slovenije, da je še danes, dobrih 100 let kasneje, ravno naša občina primer zdrave narodne zavesti, narodne pripadnosti in zavesti o pomenu ohranitve slovenske zemlje, slovenske kulture in pristnosti slovenskega naroda. Na to smo in moramo biti upravičeno ponosni. Danes pri nas praznujemo. Praznujemo s ponosnim spominom iz preteklosti in pogumno razvojno vizijo prihodnosti. Praznujemo z zavedanjem, da ni nič samoumevno. Vsak napredek je posledica dela, spoznavanja, učenja, tudi borbe in odrekanja. Včasih je pot do napredka tudi zelo boleča. Zato je prav, da je spomin trdno zasiden v naših srcih, ker bomo z zavedanjem o preteklih bolečinah lahko gradili boljši svet za naše otroke in za njihove otroke. Beltinci so edini pravi kraj, kjer se je pred 100 leti rodilo Prekmurje kot del Slovenije. V zahvalo in v počastitev so zato v Beltincih postavili obeležje in tako izkazali spoštovanje do prekmurskega kot tudi slovenskega naroda. Prekmurje in Prekmurci so eden najponosnejših delov naše države. Zato si zaslužimo, da smo njen enakovreden gradnik, na kar se žal predvsem v centru odločanja premnogokrat pozablja. To se mora spremeniti. Zato moramo biti še bolj odločni, še bolj razvojno povezani in še bolj glasni v boju za boljši jutri, tako v naši občini kot v naši regiji. Vizija razvoja občine Beltinci in hkrati tudi regije mora po besedah Viraga biti taka, da bo omogočala ustvariti pogoje za dosego zastavljenih razvojnih projektov. Skupaj smo uspeli našo občino v zadnjem obdobju popeljati med razvojno najbolj ambiciozne občine. Tega nam ne bi uspelo brez vizije, poguma, volje in sodelovanja vseh vas. Velike sanje in velike razvojni cilji so sestavljeni iz številnih dejanj ljudi, ki se odzovejo klicu časa in oviram navkljub vztrajajo na poti k cilju. Zaradi ljudi, ki so v zgodovini naroda razumeli zgodovinski kontekst časa, smo danes gospodar na svoji zemlji. Napredek in razvoj občine Beltinci je v 26 letih dosegal velik uspeh. Kot pravi Virak, življenje v lokalni skupnosti ni samo gradnja komunalne infrastrukture. Na prvo mesto je prav gotovo potrebno postaviti iskrene medsebojne odnose, sožitje, solidarnost in enotnost. Življenje v družinski skupnosti je zahtevno, še zahtevnejše pa je življenje v širši lokalni skupnosti. Zato je potreba strpnosti in premišljenosti vseh deležnikov, župana, izvoljenih svetnic in svetnikov, članic in članov občinskih odborov in komisij, občank in občanov dobrodošla. Občina Beltinci je v času 26 let doživela različne spremembe, tako na področju zakonodaje, kot tudi v načinu življenja. V tem obdobju smo preživeli hudo gospodarsko krizo, hudo zdravstveno krizo, ki je zaznamovala tudi našo občino. Zamenjalo se je kar nekaj vlad, političnih opcij in posameznikov. Zato pa smo predvsem v zadnjem obdobju postali ena najbolj razvojno prodornih občin v regiji.
Naše projekte je tako regija kot država prepoznala kot tiste, ki bodo prinesli večjo dodano vrednost in nova kakovostna delovna mesta. Ko se danes v naši občini ozremo naokoli, vidimo ogromne spremembe na vseh področjih. Sodelavci občinske uprave, občinsko svetnico in svetniki, predstavniki krajevnih skupnosti, drugimi deležniki smo izvedli številne investicije in projekte, prav tako pa smo pripravili oziroma pripravljamo še ogromno projektov tudi za bodoče. Zadovoljen sem z delom občinske uprave in širšim krogom sodelavcev, saj smo v tem 4-letnem obdobju uspeli realizirati večino obljubljenih in zadanih ciljev. Še naprej se bomo trudili, da vam bomo lahko že naslednje leto oziroma v naslednjem mandatu zopet s ponosom predstavili nove izvedene projekte in nove uresničene cilje. Ob svečanosti občinskega praznika je župan za zahvalo podelil priznanje vsem zaslužnim in vsem tistim v občini, ki so doprinesli k njenemu razvoju in poskrbeli za njeno prepoznavnost prek meja. Občinska priznanja so prejeli mladi, ki so svojim bogatim znanjem na področju srednješolskega izobraževanja ob zaključku mature dosegli zavidljive rezultate. Prostovoljno gasilsko društvo Melinci, katerega temelji segajo 100 let nazaj. Kulturno-umetniško društvo Beltinci, kateri so kmalu po njegovi ustanovitvi sestavili mednarodni folklorni festival in tako zagnali blagovno znamko, na kateri še danes sloni poslanstvo kraja in občine. Občinska priznanja so prav tako bila podeljena društvu upokojencev Beltinci, ki v letošnjem letu praznuje visok jubilej, 70 let delovanja in ki z svojim programom deluje na različnih področjih. Ljubiteljskemu fotografu Boštjanu Rovsu, ki so svojimi fotografijami ponese dobro občine prek njenih meja. Pastorici Emi Sobočan, ki je pomembno zaznamovala veliko generacijo otrok in mladine preko poučevanja verouka in Društvo prijateljev mladine Dokležovje za delo na različnih področjih občine in za ohranjanje kulturne dediščine. V imenu vseh dobitnikov priznanj je predsednica Društva prijateljev mladine Dokležovje Marija Zver izrekla besedo zahvale. Po svečanosti je sledilo še nazdravitev ob prazniku občine in vseh državljank ter državljanov Republike Slovenije ter odprtje ulice okusov in doživetij. Zvečer pa je pred gradom nastopila glasbena zasedba Prašnati. Na slavnostni otvoritvi so v svojemu namenu predali nov poslovni paviljon medobčinskega društva slepih in slabovidnih Murska Sobota. Po dolgoletnih prizadevanjih je medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota prišlo do lastnih prostorov v novem poslovnem paviljonu, ki so ga nedavno uradno in slavnostno predali svojemu namenu. Novi prostori v izmeri okrog 300 kvadratnih metrov so v vseh pogledih prilagojeni potrebam slabovidnih oseb, v njih pa imajo članice in člani društva zagotovljene pogoje za izvajanje različnih družbenih dejavnosti ter za pomoč in srečevanje. Slovesnosti odprtja so se udeležili predstavniki lokalne skupnosti, javnih zavodov ter organizacij, cerkveni dostojanstveniki, strokovni sodelavci in podporniki. Predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Matej Žnudrl je skupaj s predsednikom medobčinskega društva slepih in slabovidnih Murska Sobota Vojmirom Prosenom prerezal trak, v spomin na dogodek pa predal društvu umetniško sliko in ob robu dogodka povedal. Trenutno imate v Murski Soboti najlepše urejene prostore in jaz seveda upam, da bodo slepi in slabovidni člani z veseljem prihajali sem, kjer so prostori res dobro urejeni in tisti, ki si želi pogledati, katere prilagoditve so primerne za nas, je tu res lepo pokazano. Trenutno je največja težava povsem na drugi strani naše države v Novi Gorici, kjer sploh nimajo prostorov in seveda jim poskušamo vsaj moralno, če že ne drugače, pomagati oziroma na kak način priti do sredstev ali česa drugega. Res pa je, da tu lahko danes samo čestitamo temu dosežku v Prekmurju. Slepi se pa srečujemo v zadnjih desetletjih mogoče z nekimi predsodki, češ da sploh naša invalidnost ni huda, da je najhujša invalidnost tistih, ki pač se ne morejo gibati. In tu je velika težava, da prepričujemo
okolje, da ni treba črtati pravice slepim takrat, ko se kak nov zakon sprejme. To se nam zadnje čase kar pogosto dogaja in seveda to je pa naša naloga v zvezi, da poskušamo spremljati in preprečiti slabšanje pravic slepim in slabovidnim. Kako je z mlajšo populacijo slabovidnih in kako se šolajo le-ti? Danes so otroci vključeni v redno šolanje, seveda je pa to velika težava, ker učbeniki niso prilagojeni. Tudi veliko učiteljev se mora popolnoma na novo ukvarjati s prilagoditvami za slabovidne in slepe in včasih je to slabše, kot pa je, če bi se vključili v zavod za slepo mladino. Mi seveda poskušamo te otroke in mladostnike pritegniti, da bi se tudi malo med sabo družili, ne samo z vrstniki, kajti zelo pomembno je izmenjavanje izkušenj nas med sabo, da lahko spodbujamo potem eden drugega. Zgodba o sedežu društva na tem prostoru sega v leto 1997, ko so odkupili levi del drugega nadstropja stare kirurgije v Murski Soboti. Prostori so bili obnovljeni, na novo opremljeni in predani v uporabo za delovanje in izvajanje posebnih socialnih programov leta 2001. Predlani se je društvo izselilo iz prostorov, slabo leto potem je na istem naslovu zrasel nov objekt, katerega že nekaj časa uporabljajo, uradno pa od nedavnega. Vojmir Prosent, predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Murska Sobota. Seveda smo izredno veseli, da se je to končno zgodilo, kot je omenil prej eden od novinarjev, ki so prišli malo poprašati, kako in kaj bomo počeli v teh prostorih. Veseli smo, da smo umeščeni v en del mesta, ki se izgrajuje, ki se obnavlja in ki bo jutri zelo pomemben in viden del mesta. To želim poudarjati posebej zaradi mesta občine Murska Sobota, da ne bom mislila, da invalidske organizacije spadamo kam na obrobje, ampak da smo tu in da delujemo in da izvajamo svoje socialne programe. Še posebej smo pa veseli, da smo sprejeti med sosedi, saj ste sosedi dali dovoljenja, da se naj nekaj tu dogaja na tej parceli, da se naj to že enkrat zruši, ta stara kirurgija. Sami dobro veste, da so tam da se v prostorih razen naših dogajalo marsikaj, tako da to sožitje med nami sosedi in pomen umestitve naših prostorov v ta del mesta, v novi del mesta, ki se izgrajuje, ki se obnavlja, je zelo pomemben. Mi bomo pa seveda morali poskrbeti znotraj, da bo naša hiša urejena, da bo to vzorčni model doma slepih in slabovidnih, ne samo v Sloveniji, ampak še morda širše, da bo lahko tudi drugi, pa tudi vi, ko boste imeli priložnost, pokazali, da vendarle so vaše sosede invalidska organizacija, ki delujemo v javnem interesu, ki smo nevladna organizacija in ki izvajamo posebne socialne programe za slepe in slabovidne osebe. Prostori in okolica so sodobno opremljeni v smeri zagotavljanja pogojev za življenje in delo ljudi z okvarami vida ter v navezavi z ozaveščanjem prebivalstva o posebnih prilagojenih potrebah slepih in slabovidnih oseb. Res je to, da so ti prostori zdaj prilagojeni za vse invalide, da ni več stopnic, tudi oznake vodijo slepe in slabovidne po naših prostorih, ali so to taktilno-talne oznake, ali so to oznake v brajevi pisavi ali pa v povečanem tisku. Dejstvo je, da bomo ohranjali in še nadgrajevali to, kar imamo, ravno zaradi tega, ker s tem, ko smo to pridobili, bomo lahko razširili tudi svoje aktivnosti. Prihajali bodo novi člani, ljudje z starostjo vidijo vedno slabše, zdravniki bojo povedali, ali zato imamo pogoje, zato imajo pogoje, da so naši člani in veseli smo vsakega novega člana, da bo lahko najdel nek svoj interes tukaj znotraj naše hiše. Prostore so blagoslovili monsignor dr. Peter Štumpf, murskosoboški škof katoliške cerkve, magister Leon Novak, škof slovenske evangeličanske cerkve in dr. Daniel Grabar, superintendent Binkoštne cerkve in binkoštni pastor.
V kulturnem programu so nastopili pevke in pevci društvenega pevskega zbora, harmonikar Žan Prša in Branko Krajnc, član etnološko-kulturnega društva Kvištni Prleki. V torek, 16. avgusta, so domoljubne in veteranske organizacije Pomurja s praporščaki položile venec pri spominskem obeležju v Beltincih. V torek, 16. avgusta, so v Beltincih pri spominskem obeležju položili venec. Na dogodku so sodelovali domoljubne in veteranske organizacije Pomurja s praporščaki. Besede pozdrava in poklona velikim Prekmurcem, zaslužnim za to, da smo Prekmurci in Prekmurke del naše domovine, je najprej podal župan občine Beltinci Marko Virak. Pred 103 leti so pogumni vizionarji tukaj postavili osnovne temelje Prekmurju kot delu Slovenije in prav je, da se vsako leto znova in večkrat spominjamo vseh teh, ki so bili zaslužni, zato da lahko danes prvič govorimo seveda prekmursko, drugič pa slovensko v naši samostojni in neodvisni državi. Podobnega poguma in vizionarstva, nekakve enotnosti bi si želel, da je tudi v naši generaciji ali pa v današnjem času vsaj toliko, koliko ga je bilo takrat. In jaz verjamem, da z takimi podobnimi dogodki z vami, z vsemi organizacijami, ki nekako bistveno bolj kot marsikdo drug živite za te dogodke, poskušamo to ali pa ta načela dvigniti na tisto raven, ko bomo lejko povedali, da smo tudi danes in tudi jutri in pa pojutrišnjem ponosni na to, da smo Prekmurci in s tem Slovenci. Tako da hvala lepa vsem, ki ohranjate oziroma ki hranjamo takšne in podobne dogodke, dokler se bomo spominjali vseh naših prednikov na tak način, se nam za sedanjost in prihodnost ni zabate. Hvala lepa še enkrat in pa seveda domovini, Sloveniji, občini Beltinci, samo vse najboljše in pa srečno. Tudi predsednik Prekmurskega društva Generalmajster, magister Marjan Farič, je pozdravil in se poklonil zaslužnim Prekmurcem. Beltinci so kraj, bi rekel, posebnega spomina, zgodovinskega spomina. Namreč tukaj se je zbralo preko 20.000 ljudi ob prehodu, bi rekel, oblasti iz vojaških rok v civilne roke, takrat, ko je Prekmurje postalo slovensko. Oziroma del združene Slovenije, združene z ostalimi slovenskimi pokrajinami. Prva svetovna vojna je bila kruta, vzela je milijone življenj, Prekmurje je tudi plačalo velik davek v tej kruti vojni. Bilo je del nekega drugega imperija, ki je v prvi svetovni vojni oziroma po njej propadel. In v tem novem zarisovanju meja v Evropi so predvsem naši domači pomurski ljudje, domoljubi, izobraženci, videli priložnost za to, da Prekmurje znova postane slovensko. Zahvaliti se imamo predvsem veržejskemu oziroma križevskemu rojaku dr. Slaviču, njegovi pronicljivosti, bi rekel, inicijativi. Bil je član pogajalske skupine v Parizu na mirovni konferenci in takrat je dr. Slavič kot odličen poznavalec prekmurskih razmer tudi vse te nacionalne sentimente, ki jih je čutil, tudi kot, koliko vemo, je imel nekaj prekmurske krvi v sebi, vse te sentimente je prevedel v neko razumljivo, tudi tujim velikim silam razumljivo diplomatsko govorico. In seveda bil je zelo prepričljiv. Zakaj? Dokazal je in pokazal, da tukaj živijo Slovenci in da govorijo materni slovenski jezik, nekoliko drugačen, ampak vseeno slovenski. In pravim, tej srečni okoliščini se imamo predvsem zahvaliti, da je Prekmurje po odločitvi velikih sil potem pristalo v Jugoslaviji oziroma državi SHS. Spomniti se moramo tudi še drugih domoljubov, ne samo dr. Slaviča,
z desnega brega Mure, tudi na levem bregu Mure so bili izvrstni ljudje, veliki domoljubi, ki so zastavili ves svoj intelektualni potencial, tudi, bi rekel, svoje karierne poti pozneje za to, da so dvigali to nacionalno prekmursko zavest. Radi bomo prihajali vsa nadaljnja leta v Beltince k temu pomniku, ki nas bo trajno spominjal na to, na tisto obdobje prekmurske in slovenske zgodovine in pa seveda, ki bo trajen pomnik tudi za vse zanamce. Toliko gledalke in gledalci tokrat v srednji informativni oddaji Dogodki. Ostanite še naprej v naši družbi in preživite kar se da lep konec tedna. Pa srečno!